Klub je v veliko slabšem stanju, kot smo ga zapustili. Vsi se pravi, pokazatelji, se pravi, so in stanje ekip, lige, v katerih ekipe tekmujejo, finančno stanje, tako da smo, fajn zaskrbljeni glede vsega skupaj. Tehtno smo premislili pa naredili en plan, kako bomo v nadaljevanju klub probali rešiti teh bremenov in dvigniti na višji nivo, tako da jaz verjamem, da nam bo uspelo s skupnimi močmi. Rabili smo nov veter v klubu, nove ljudi, še koga bomo rabili, predvsem bomo porabili ljudi, podporo, pa enkrat spet, da imamo polne tribune v Krškem. Ključne točke, katere bomo mogli zdaj vzpostaviti nazaj, so vsekakor domačnost, pripadnost, povezanost z okoljem in strokovnost. To so stvari, ki nam bojo sedaj v ospredju, za katere bomo trdo delali in verjamemo, da s tem lahko tudi krivuljo delovanja kluba obrnemo navzgor. Vse skupaj je 13 selekcij, tako da to se postavlja nazaj. Spodaj, se pravi, da vključno U14 imamo številčnost in tudi kvaliteto. Želimo si, da bi te otroke zdržali, da jim omogočimo nivo tekmovanja, strokovno delo, trenerje dobre. Hkrati pa imamo velike težave v starejših selekcijah. Lahko povem, da v tem obdobju je, kljub temu, da smo nekaterim tudi ponudili igranje v članski ekipi, zapustilo skoraj 20 igralcev naš klub. Še vedno imamo ekipe, bom rekel, številčno popolnjene, iščemo pa še kvaliteto, da bomo lahko izpolnili naše cilje, ki so, bom rekel, dosti visoki, sploh za prvo leto. Jeseni bo 200 vadečih na začetku, hitro bomo priključili novo selekcijo, za člani, se pravi približno 230. Jeseni pa zopet začnemo po osnovnih šolah, kjer bo novih 200 nogovikcev, ki so naša osnova. Razmere za treninge so dobre, še posebej zdaj, ker smo pač prenovili umetno travo, igrišče pomožno je v dobrem stanju, ga tudi zelo čuvamo, ampak v zadnjih letih so vsi klubi ali pa vsa nogometna okolja zelo napredovali na infrastrukturnem področju. V Krškem je vse to stalo na istem mestu, tako da jaz mislim, da za neko večjo rast bomo potrebovali novo infrastrukturo in dodatne igrišča.